Evo, lepo pozdravljeni v še eni epizodi podcasta Oskarizmi. Tokrat z vami, oziroma z nami vsemi, Matjaž Pirš. Živijo. Zdaj, ena taka napoved bi se spodobila. Boris mi je rekel, da si legenda popotništva in vodništva. Boris malo pretirava. Zakaj? Se mi zdi, da že na sami agenciji je precej ljudi, ki so več na poti, več vodijo, dlje vodijo. Mogoče za samo agencijo ne dlje, ampak... Mogoče imel v mislih kaj drugega. Bo itak spotoma videla. Mogoče da ta trenutek, da sem pa tisti, ki je najdolj povezan z agencijo. Najdlje povezan z agencijo. Oziroma prvi upokojenec Oskarja je bil tudi en tak laskav naziv. Tukaj pa nikoli ne vejo, bi bil ponosen na to, ali bi mi bilo malo naroden reči, da sem upokojen. Klapeš je tvoja popotniška blagovna znamka, tako lepa beseda, kako jo ti razumeš? Najprej, ko sem se nekaj odločil, da si bo treba nekaj ime nadeti, ko sem se odločil za neko internetno stran, pa jaz spet odpreti, prvo je bilo, da je slovensko. To je Klatež se mi zdel, da je res tisto, ki govori o nekem potovanju, pa ki ni samo potovanje, ki je malo klatenje okrog, ki je malo več kot samo potovanje. No. Kaj pomeni biti klatež? Oziroma se spominjaš, kdaj ti zgrabila ta želja, kdaj človeka zgrabi želja, oziroma kdaj tebe, da pogledaš čez te domače grebene? Potovati, voditi. Potovati, začnemo čez potovanje. Se mi zdi, da ima to vse neko sosledje logično. Ko sem bil star 16 let, so me starši peljali v Kanado in ZDA. In to je bilo takrat, to je zdaj verjetno težko razumeti, to je bila obljubljena dežela. Tam so imeli vse, pri nam je bilo tega malo, tam je bilo vse wow, vse drugače, vse boljš. To je bilo redek privilegij, glede na to, da si 10 let starejši od mene, da je bilo to recimo leta... To je bilo leta 78. Wow. V času Jimmyja Carterja, pred nekaj dni preminulega, ko smo bili v Beli hiši, smo ga celo videli na nekem balkonu stati. Edini ameriški predsednik, ki sem ga kdaj videl. Kakšen je bil stik z Ameriko tistega časa v letu 78, kot rezident rajnke Jugoslavije? Meni se vedno zdi, da včasih, ko poslušam, kako nam je bilo hudo, jaz sem vedno spominjam tega, kako nam je bilo fajn, ker tukaj pač nekih stvari nismo imeli, že v Italijo iti, v Avstrijo iti, je bilo wow, ker je bilo tako drugače. Kaj še ne Kanada in ZDA, tisto je bilo res. Vse, da vem, 16-letnega mulca pa sploh, to je vse včaro od cest, takrat takih cest pri nam še nismo poznali, do avtomobilov, do velikih nakupovalnih centrov, ki smo takrat se jim še čudili, in so nam bili mogoče še celo všeč, zdaj nam niso več. Vse je bilo tako drugače, vse je bilo v tisto... Mogoče bi zdaj težko najdel neko, da bi v katerokoli deželo šel, ki bi me tako presenetila in tako očarala z nečim, kot me 16-letnega mulca takrat Kanada in ZDA. Kam bi moral danes iti, da bi se te dotaknila podobna stopnja drugačnosti ali očaranosti? To je mogoče zanimivo za nadaljevanje debate. Vem, mogoče kakšna taka točka, ki se ima hod, kakšna Papua Nova Gvineja, kaj tacga še... Južna Koreja mogoče, da bi šel v totalno obrat. Severna Koreja, se upravičujem. Severna Koreja, ja, tudi... Da bi šel iz dežele nakupovalnih središč in popolnega zahodnega blagostanja. Ja, mene je itak, moram reči, da vsa ta socialistična ikonografija me je vedno očarala. Mene je že bilo super v tistih trdih letih iti na Češko, na Poljsko, tisti žrjavi, vse tisto. Tako da, ja, ravno skozi to bi verjetno Severna Koreja bi bila še sploh zanimiva. Vse posvečeno goli funkcionalnosti in nič užitku očesa. Ja. Ampak zdaj ta Amerika in ta stik z Ameriko in stik z ameriško drugačnostjo tistega časa je sprožil en ta potovalni poriv. Recimo, vedeti malo po tistem, smo šli starši še Avstrija, Nemčija, Švica, že to je bilo takrat kar potovanje in po tistem počasi te prime. Jaz še zmeraj velikokrat rečem,
ko imamo doma slabe volje, spet nekam greš. Si ti kriva. Kaj ste me povlekli v Kanado, kaj ste me povlekli v Švico, ne? Tako. In kaj so te potem vodila tvoja prva solo pohajkovanja? Po Evropi, kar nekaj je bilo po Evropi, sploh zelo veliko je bilo večkrat, je bila ta Poljska, Češka, to so bile dežele, ki so mi bile zelo všeč, tam začetek 80-ih let, takrat je bila na Poljskem Solidarnost, če se spomniš, Gibanje Jaruzelski, pa tisto, in to je bilo nekako povezano, se mi zdi, s to našo glasbeno sceno, tudi tukaj že tja goret, to je bilo nekaj meni blazno fascinantnega, tako da večkrat tja gor. Prvo bi rekel tako bolj medcelinsko potovanje, pa točno 25 let nazaj Peru. Peru. Ja. In v Peruju se bil, tako da dobimo malo, da vemo, s kom imamo opravka, ker se mi zdi, da si kar guncelski rekorder, prihajaš namreč z guncem, ne zamer, da to vedno rad izpostavim po guncelčanih. Kolikrat? 34krat. 34 si bil v Peruju. Ja. S Perujem sta stkala eno tako globoko vez čuti. Ja, moram reči, da kar tam pač bilo je prvo potovanje, tako malo daljše. Ena prvih vodenj so bila v Peru, mamo sem uspel tja peljati kot potnico mojo. Bil sem tam, ko mi je oče umrl, tam imam celo nekega, ne vem, če ustrezna beseda, krščenec, botril sem enemu otroku, tako da sem kar malo bolj, bi rekel, na nek način intimno povezan s Perujem. Ja. Si kaj raziskoval posebej, zakaj ravno Peru, zakaj ravno ta del Južne Amerike? Ne vem, če ravno, moram reči, da je Južna oziroma Latinska Amerika me itak zagrabila, ne, to je svet zase, tako kot me Azija ni, tako me Latinska Amerika je. Ne vem, zakaj Peru, slučajno je nanesel, vedno večkrat si tam, vedno globje, vezi spletaš, vedno več veš, ne. Vodenje je vedno malo travma, ne. In ko ti enkrat kar zadost veš, postane vedno bolj užitek, ker malo več vidiš okrog sebe kot na prvih vodenjih, vedno bolj spoznavaš, poznaš določeni ljudi, običajev vedno več. Da poskušam nam, Matjaž, pobrskati po tem, zakaj nam je nekaterim ljudem, kar nam je, bom uporabil prvo osebo množino, Latinska Amerika bližje kot pa Azija, ki naj bi bila vsem všeč, ne? Ker vedno reče, če želiš potovati, če želiš začutiti neko drugačnost, ki je človeku na nek način prijazna, ne? Pojdi v Azijo. Ne? Zdaj ne moram reči, jaz vem zato, ker si punker za sebe, recimo. Ne? Vedno, vsaka država, ki greš tja, jo povezujemo kak širš. Zanima me glasba, zanima me literatura, film. Tega imaš v Južni Ameriki veliko. V Mehiko, če gledaš, je v tej popularni kulturi, nasploh kulturi, literaturi, filmih, to je ena od vodilnih takih dežel. Ne? V Burmi, jaz ne vem, za niti enega igralca, niti enega kitarista, čeprav verjetno so, ne, da ne bom krivičen do njih, ampak z tega konteksta širšega, kulturnega, se dosti lažje znajdem v Južni Ameriki kot pa v Aziji. S tem v Aziji recimo me zmoti, pa nočem nič slabega v budizmu, hinduizmu ali pa nekaj, ampak ta načelna umirjenost, miroljubnost, ko se jim pa strga, ne, vse to zgine, ne, kaj vse so Rdeči Kmeri delali in podobno. No, tako da se ti zdi, da gre za ta, temu rečejo dvoličnost, vidim, ki me zmoti. No. Temu rečejo zdaj toksični pozitivizem. No. Ta mal prisiljen. Ja, tako. Si tudi tako občutek imam, da destinacije, kamor zahajaš, izdatno preučiš, ne? Zdaj govoril si o mehiškem filmu, o mehiški glasbi in tako naprej. Tam, ko sem par tvojih člankov prebiral, sem zasledil tudi to, da ti je uspel kot velikemu poznavalcu glasbe, ne, in audiofilu, da ti je uspel odkriti celo perujski psihadelični band iz 70-ih let. Ne. Nisem verjel do zdaj, da dejansko obstaja kaj podobnega. Ja, seveda obstaja tudi Quechua rock. Quechua je eno od glavnih, ne vem, kako bi, nikoli ne vem, da bi uporabil etnična skupina ali karkoli, pač zajeten del prebivalcev Peruja je Quechua, staroselci, in imajo tudi oni svoje rockovske bende, reperje, vse. V izvirnem jeziku. V izvirnem jeziku. Ok, gremo mogoče se o tem malo pogovoriti.
čeprav si mi večkrat, ne zdaj, dvakrat v tej vhodni komunikaciji si mi zatrli, jaz ne želim filozofirati, ne želim iti v to globino, pa vendarle bi te vprašal, kaj zate je smisel popotništva? Ne? Zakaj se ti zdi, da ljudje potujemo? Ne? Zakaj potujemo tega se deva ogniti, ne? To je širše vprašanje, zakaj potujemo, sem že to klišejskih odgovorov slišal. Zakaj ti potuješ? Da se ne bi, zakaj jaz? To je bilo vprašanje, ki se mi zdi, da me boš vprašal, zato sem se na njega pripravil. Bravo. Ne vem. Tako da. Je odgovor. Pa zaradi vsega tega, kar so ostali pred mano že povedali v teh podcastih, tukaj je blazno nekih, bi rekel, šablona, ne, odkrivanje dežele, drugačnosti, vse. Zaradi vsega tega, ne, potujem. Tako da jaz nimam enoznačnega odgovora, zakaj potujem, zato ker je fajn. Ker je fajn, ampak vsem bi malo brskal potem, zakaj pa fajn, ne? Se mi zdi to pomembno vprašanje. Zakaj ljudje gremo, zakaj pustimo domače udobje in gremo v neko okolje, ki nam je tuje in je drugačno in je novo. Vem, verjetno, če se malo zdaj spet, ena stvar je zelo verjetno radovednost, ne? Ker želimo vedeti, kaj je še tam za vogalom, kaj je drugače, kaj je, to je sigurno ena. Drugo je verjetno želja po spremembi okolja, da malo odklopimo od dnevnih dogajanj in podobnega. Moram reči, če grem voditi, jaz si ta trenutek predstavljam boljšega odklopa kot vodim. Jaz sem tistih 14 dni ali pa 16, kot recimo Peru traja, samo v tem. Ni politike, ni nič. In pa še. Kot vodnik se počutiš odklopljenega. Seveda, imaš polne roke dela, se ukvarjaš samo, kaj bo naslednji dan, kam bomo šli jesti, kaj bomo pogledali, kjer bomo zdaj. In je vrhunski odklop. Kakšne so zate razlike med počitnicami in potovanji? A to delaš razlikuješ? Mislim, jasno že, počitnice si na enem mestu, na potovanju se seliš, drugače se mi pa zdi, med potovanjem in med pravim potovanjem je ena fajn definicija. Da na enem takem običajnem potovanju veš, kdaj se boš vrnil, na neobičajnem pravem pa ne veš, kdaj boš sploh domov prišel. Jaz si žal tega ne morem privoščiti, ampak pravi popotniki si pa lahko. Pravi popotnik je tisti, ki ne ve, kdaj se bo vrnil. Recimo. Ki dopušča eno od definicij. Ja, razumem, všeč mi je ta definicija, ki dopušča po potovanju, da ga vodi samo. Ja, niti ne ve točno, kam bo šel, niti kdaj se bo vrnil. Mi smo bi rekel, v okoliščah, po katerih vsi živimo, vezani na čas, kdaj se vrnemo, na to, kam gremo, je seveda vezano, koliko si lahko tudi privoščimo, finančno. Ja, in kaj lahko v tistem času doživimo, za kar si pa kot vodnik tudi specialist. Tako da pri tem vprašanju, zakaj potujemo, pa kako potujemo, se mi ne boš tako zlahka zmuznil, ker Boris, moj informator, Oskarjev Boris, je rekel, ta človek je naraven vodnik. To je njegovo poslanstvo in poklic, in je rekel, ta človek ima totalen feeling za to. Jaz vem, zdaj si te lahko odmahneš, pa rečeš, ja, mene vodi intuicija, ampak se mi zdi, da kljub vsemu nekaj veš. Skratka, ti zdaj ljudi peleš v neko deželo, kjer se bodo znašli prvič. In zdaj je tvoja naloga na nek način, da povežeš tisto okolje tam s temi ljudmi, ki prihajajo od tukaj. Ali kako ti razumeš to alkimijo vodništva? Mogoče moja filozofija vodništva pa vse je malo drugačna kot od drugih. Se mi zdi, čista osnova je, to je dopust, ki so si ga ljudje privoščili. In oni se na tem dopustu morajo imeti fajn. Ti jim ne moreš ves čas držiti s 1492, z vsemi temi letnicami. Ja. Ti jih moraš pripraviti do tega, da se bodo dobro imeli, to je eno. Seveda moraš pa vse tudi vodniško narediti, moraš pokazati, kar je treba pokazati, na čim manj dolgočasen način, ker v muzejih piskar gledati ni preveč razborljivo, prav dolg. Po drugi strani moraš pa ljudem pokazati, da veš, zakaj gre in da ti, če bodo imeli neke težave, da se pa na poti kar pojavijo, da ti lahko zaupajo, da jim boš pomagal. Se mi zdi, to je vaš čar vsega. Jaz že od začetka ljudem povem, da jaz sem zadolžen za to, da bomo program speljali, vsi skupaj smo pa zato, da se bomo dobro imeli in ponavadi gre. Speljemo dobro. Največkrat, ne vedno, največkrat pa.
Ja, mislim, vedno speljete, ne? Speljamo vedno, včasih mogoče malo manj uspešno. Kaj to pomeni, da je malo manj uspešno? Mislim, včasih so ljudje malo bolj zadovoljni z deželo in s tabo, včasih malo manj. To je taka kemija, ki jo ne razumem vedno. Ne. Verjetno je tudi dinamika skupine vsakič posebej ena popolnoma nova zgodba. Seveda, tukaj se mi zdi zanimivo, pa nikoli ne vem, kako drugi vodniki na to gledajo. Ne vem, Mehika, najdišče neko arheološko, lepo vreme, prideš iz skupino ljudi tja, vsi v krog padejo, koliko je dobro. Prideš naslednjič, enako število ljudi, enako vreme, vse fajn in so vsi tako, kaj pa zdaj to. To je nekaj, s čimer se že leta ukvarjam, zakaj včasih padejo ljudje na nekaj, zakaj pa včasih tako jim je odvečne. Pa ti je uspelo oblikovati kakšno tezo že? Ne. Ni. Včasih se veliko tudi začetka ukvarjamo. Vedno imaš, nočem imeti slabega o potnikih, daleč od tebe. Moja teorija je, 90% ljudi, ki potuje, so super. Ne? Imaš pa pač tako kot v šoli, v razredu, veš, na 30 učencev imaš enega ali pa dva, ki malo izstopata. Ne? Jaz včasih gledam na prvem letališču, ko se z ljudmi še ne poznaš, pa malo tako gledaš, kdo je zdaj tisti, ki bo super v skupini, pa kdo je zdaj tisti, ki bo kakšne težave povzročil. Kot rutiniran vodnik imaš verjetno zelo hitro dobiš to predstavo. Vedno kiksnem. Vedno kiksneš? Ja, skoraj vedno. Ok, in ozreš se najprej po tistih, kako si, to me zanima, ne? Ni treba vseh skrivnosti ceha izdati, ne? Ampak zdaj predstavljam si, da ti, ko prideš prvič v stik s temi svojimi sopotniki, ne? Moraš na nek način narediti neko analizo, zato da sklepaš malo družbeni v tej skupinski dinamiki, kaj se bo dogajalo naprej. Ne? A imaš kaj razdeljene te ljudi v kategorije? Rekel si, 90% je krasnih, ne računaš z 10% problematičnih, a tudi med temi 90% krasnih izbereš nekoga, ki rečeš, ta je pa recimo rojen vodja, ne, pa tega se da malo zmanipulirati, ostali bodo šli za njim. Pa ne vem, mogoče mislim, da je bolj enostavno vse skupaj. Jaz sem od začetka toliko dela sam s sabo in s tem, kako bo vse skupaj šlo, da sploh prvi dan potovanja so letališča, včasih se še kaj zaplete po letališčih in ponavadi nimaš časa, da se boš še s tem ukvarjal. No. Se mi zdi, na teh potovanjih tudi tako kot nastopiš prvi, drugi dan, ne? Tako se ti potem obrestuje. Ne? In ponavadi imaš prvi dan veliko zapovedati, veliko za pokazati in se pripraviti dobro, nimaš časa, da se boš še ukvarjal pravzaprav kakšen kdo je. Jaz imam pravzaprav drugačen problem. Ne? Ko s prvega letališča na drugem pristanemo, pa preden gremo na naslednje letalo, jaz ne vem, kdo je pri meni v skupini, jaz jih ne zapomnim. Ne? Imaš 20-30 ljudi, potem okoli me sprašuješ, a ste vi tudi znani? Tako da, kaj šele, da bi ugotavljal, kakšen bo kdo bolj tako globje. Koliko dni traja, da postane skupina homogena, tako da to steče v nekem naravnem toku, predvidenem? Kaj pa vem, se mi zdi, da včasih samo dan, dva, ne. Če vidijo, da si suveren, da ti gre, zdaj tudi socialni mediji naredijo svoje, ne? Tudi potniki tebe preverijo, tako da velikokrat vidim, ali me na Facebooku kakšni že za prijateljstvo prosijo, ki se kasneje izkaže, da so potniki moji. Dokler sem še internetno stran bolj vzdrževal, sem videl, koliko si je pred potovanjem v bistvu na internetni strani povečal, tako da potniki tudi kar pogooglajo, s kom grejo. Da vedo, s kom imajo opravka. Ja, seveda. Jaz vem, da se v kup ljudmi pač ne želim potovati, z nekaterimi z nekaterimi ne, vsi. To je tako. In kaj pa je ena taka osnovna motivacija pri vodniškem poklicu? Ne vem, kaj je motivacija. Se mi zdi, če uspešno speleš celo potovanje, ne, in logistično, in vsebinsko, in družabno, ali kaj bi rekel, da je to kar neko dobro zadoščenje, ne, da si kar en tak nek projekt speljal
In se mi zdi, da neke izzive pa neke zadoščenja pa vsi potrebujemo. Kaj pa na drugi strani frustracija ali pa, bom rekel, razočaranje? Ne? Mislim, ena frustracija je, da se mi zdi, da vsi vodniki samo, da premalo vemo. No. Zdaj ne bom trdil za druge, ampak da vedno malo trpimo, da premalo vemo, da bi mogli še nekaj več. Neko razočaranje. Včasih mene razočarajo stvari, tako vprašanje, ki ga res sovražim. A tukaj živijo? Neko vzvišen pogled za avtobusom v tiste hiše, a tukaj živijo. To mi v nekom pove toliko, da se kar težko še potem z njim zbližam, kaj do konca potovanja. No. To so stvari, ki me razočarajo. Pa neko vzvišen odnos do dežele sploh. No. Prvo sva že bila, jaz sem zaljubljen malo, vedno potniki, tudi ne govorim, blazno mi je veliko do tega, da so dobri potniki. Ne. In Kusko, kraj, imaš cel kup mularije, ki prodaja nekaj, ne, in rinejo vate, in ko si ti malo utrujen, malo višina, ki nisi v želodcu, ratejo ljudje sitni in te otroke grobo zavračajo, ne. Mene to razočara, meni to tako boli, da oni so tam doma, ne, ni, daj vsaj potrpljenje pokaž, če že ne kupiš nič od njega, ne. Wow, zanimivo. Take stvari drobne me včasih. Mogoče bi se lahko majčkeno ustavila pri tej vzvišenosti nad destinacijo, kamor prihajaš. To se mi zdi tako zanimiv koncept, zanimiva ideja, zanimiva drža, ne, ki jo moraš zelo sam pri sebi tudi nadzorovati, da tudi sam kdaj pomotoma ne zdrkneš v to. Ne. Kako recimo pripraviti ljudi, ki potujejo na popolnoma drugo okolje, kjer so, bom rekel, standardi življenja, navade, mogoče tudi pogled na svet, kjer je pravzaprav popolnoma druga kozmologija. Ne. Ja. Ne vem, če ti znam na to odgovoriti, kar si že prej rekel, mogoče intuicija, ne vem, prvi, drugi dan ljudje čutijo, se mi zdi tudi tvoj odnos do dežele, poveš jim, kako želiš, da se obnašajo, kako, jaz recimo vedno potnikom povem tudi, dajte voznika, dajte ga zjutraj pozdraviti, tudi če ga ne znate v njegovem jeziku, dajte se mu nasmehniti, dajte se povezati, dajte dati vedeti, da smo del iste ekipe, da se mi zdi, da govorim, naj pozdravljajo okrog vse. Nekako se mi zdi, da mi verjamejo. Jaz ne vem, kako pridem do tega, da mi verjamejo in se potrudijo, in jaz imam malo izkušenj s takimi potniki, ki bi potem, čeprav so tudi take izkušnje. Jaz sem slišal za primere vodnikov, ki so svojim sopotnikom v Aziji sugerirali, da lahko ljudi grobo odganjajo, ker imajo tam itak ponižen odnos do srednjeevropskih gostov. Ne? To se mi sliši grozno. Mogoče potnikom svetujem, daleč od tega, da bi bili grobi, ampak včasih je treba odločno samo reči ne. Tako da ne pa grobo, mislim, nismo gostje. Nismo gostje, ne? Ki včasih tudi kvarimo to deželo. Se to, kakšen vpliv pa ima? A si kdaj razmišljal o tem, o tej svoji potniški karieri, dolgoletni vodniški, nekakšen vpliv ima popotništvo na kraje, kamor potujemo? Ne? Seveda ne. Mislim, o tem se mi zdi, razmišljamo več ali manj skozi, ne, da tudi tisto, kar se meni zdi, kar je ena od stvari, zaradi česar sem tudi zadovoljen, da počasi tole nehujem, ne, prinašamo kupico nekih slabih vzorcev, zdaj ne vem, če spet lahko malo naširš ti povem, ne. Včasih me kar me, moram reči preseneti, ne vem, kateri izraz bi uporabil, ne, ampak Tanzanija, gremo k nekemu plemenu Hadze. Tam živijo v enem bušu, v enem grmovju noter in mene ljudje začnejo prepričevati, vse oni ne živijo tako, ne? To so zdaj sem prišli zaradi nas. Ne? In jaz jih prepričujem, gledajte se tudi, če ne živijo tukaj zadnjih 50 km, niste videli nič, ne? So pa tam eni drugi kolibi. In potem je v ljudeh neko razočaranje včasih, oni zdaj ne živijo tako, kot smo mi mislili. Ne? S tem, da bi mi bi prišli, pogledali v Hadzabe, ljudje so 2-3 ure tam, pa jim je živoče, pa že prosijo, če gremo, ne. Oni tam živijo, tudi če ne prvnih kolibah, pa prvnih 5 km stran, ne. In mi bi radi, da si oni dobesedno s kamnom še kruha režejo,
če ne smo razočarani, potem, ko nam je pa vroče, bi šli pa v klimatiziran bus, džipe in se vrnili pa domov, ko sem v internetu, ko samo vragu, ki ga tukaj le imamo. Ne. Zahtevamo na nek način od njih, da ne gredo naprej in smo razočarani, ker je nekdo od njih telefon vam potegnil. Točno to sem slišal. To so stvari, ki te... Tako se mi zdi, da se je pomembno tudi kot potnik ali pa kot potujoči človek vprašati po lastnih motivih za potovanje. Ne? Zakaj pravzaprav potujem in kaj bom tam doživel. Ne? Ker tako večkrat se mi zdi, da mi na nek način, da nam ta drugačnost, ki nas nagovarja, ne, v večjih primerih pomeni neko zaostalost, ki je tudi posledica nekega našega kolonializma, ne, če smemo to krivdo prevzeti nase, čeprav se jo nočemo, pa bi jo morali, tako kot Latinska Amerika, kot Afrika, recimo, bi morali kaj priznati naš kolonializem. Ja. Potem pa vihamo nos, ker stvari niso tako avtentične, kot smo si mi predstavljali, da bodo, ker imajo ti ljudje Coca-Cola, pa telefone, pa klime, pa Toyote. Ne. No. Ravno nekoga sem danes z nekim sodelavcem govoril, ki mi je razlagal, ja, veš, ker sem bil prvič 33 let nazaj na Baliju, je bilo pa še to, ne. Prav zdaj je pa tam, kako že pravi, zdaj so pa tam Kanarci, ne. Jaz sem prav rekel, ok, to je pa mogoče dobra ilustracija, o tem se pa lahko s tabo pogovorim, ne. Je to, kar prenašamo mi kot popotniki tja, ne. Ja, mi prenašamo neke vzorce, mi prenesemo nek luksus, ki bi ga tudi oni seveda radi imeli, ne. Oni vidijo, kako se imamo mi fajn, kakšne neke predmete poželjene imamo, ki bi tudi oni imeli, in tega jim ne moreš odrekati, ne. Tega jim ne moreš odrekati. Po drugi strani pa spet mogoče, če zdaj to zgodbo globalizacije peljemo naprej, ne, z enim takim kurzorjem naslednjih 30 let, ne, kjer se bodo stvari, če ne bo tretje in četrte svetovne vojne izravnale, ne, in bo cel svet zaživel sanje srednjega sloja, bomo potem sploh še potovali, če bo vse ta drugačnost ratala istost. Niso že četrta mogoča. Moje bodo že v tretji. Se bojim, da ne, oziroma že to bilo optimistično. Ja. Recimo v tretja. Ne. Ja. Ne. Kako se je recimo Peru spremenil v vseh teh letih, odkar odhajaš tja? To je bilo mogoče ena taka zanimiva podoba, na boljše, na slabše, na manj drugačno. Boljše, slabše, ja. Ne veš, kaj bi tukaj točno rekel. Verjetno tisti, ki mi želimo neko pristnost tudi dežele, se je vsekakor na slabše. Ne. Peru je turistična dežela, to ni Papua Nova Gvineja. Tam več milijonov turistov letno pride, zajeten del prebivalstva živi od teh turistov in seveda so se razplastile stvari. Ne. Nekateri so obogateli s turizmom, drugi so enako revni kot prej. In tudi tisti, ki so bili prej revni, so nas mogoče gledali kot neko zanimivost, ki smo prišli. Zdaj nas gledajo bolj kot ne, tako se meni zdi, pač kot nekoga, ki je omogočil, da je nekdo bogat, oni so pa še vedno revni. Generator socialnih razlik. Temu, da je bogat na njihov račun, ne? Ker skoraj po pravilu so revnejši staroselci in ena od pomembnejših stvari, zaradi katerih hodimo recimo v Peru, so staroselci. In njihova zgodovina, njihovi pomniki, ne? Mi gledamo pomnike, ki so jih staroselci naredili, od teh pomnikov služijo ali mestici ali pa beli ljudje že, ne? Tako da tisti navadni campesino nima od nas nič prav posebej razen neke gneče več. Ne? Kljub temu, da tam opazujemo stvaritve indigenih, ne, so še vedno najnižje na družbeni lestvici. Seveda. Ta hierarhija postkolonialistična tam absolutno še ostaja in drži. Tako, en tak zanimiv vzorec se mi zdi vedno v Peruju na jezeru Titicaca je en otok Takile, se imenuje. Mali otok, 2x6 km, 2000 prebivalcev, Kečua, striktno samo domačini. Oni so se odločili, da na otok ne bodo dopustili, da kdorkoli zunanji pride, oni bodo obdelali nad turizmom, pa nekaj lahko prespiš, ješ in te stvari funkcioniramo. Mi hodimo tja že 25 let, jaz hodim, ne, do njih. In ta družina, v kateri hodimo, jo jaz opazujem 25 let, celo evolucijo, kaj pa kako se dogaja. Ne. In
včasih, ko smo mi prišli, je prišla cela vas, tako rekoč tja, pa nas pozdrav, pa zvečer smo kaj pobiksali, pa oni so nam kaj zaigrali, pa zapeli, pa to je prišlo, ne vem, 30, 50, ne. In zdaj ta šef te družine, kamor hodimo, on je uspešen, on ima svoj čoln že, pa pri njemu lahko prispi kar nekaj ljudi, in tisti, ki zvečer pridejo, jih je vedno manj. Nekako bi rekel, neka fovšija je tudi tja prišla, ne, in s tem se je začel, to je bila neka res egalitarna družba in tudi ta se je recimo skozi leta vidiš, kako se je začela razslojevati, ne. Zelo zanimivo, ne. Prav priča sem temu, ravno tam sem boter tudi enemu otroku, tako da se res dobro poznamo. Tudi finančno smo tam otroke že za šolo opremljali in podobno, no, tako da tam kar spremljam in ni več isto. Mogoče turisti, ki pridejo z mano, zdaj nazadnje, ko smo bili mesec, 2 nazaj, je bil krasen večer, smo preživeli, ampak ljudje vseeno vedo, kako je bilo 5 let nazaj, 10, 15. Bolje. Drugače, ne. Verjetno bolje, ne. Nam je bila ta idila bolj všeč, so bili vsi blazno povezani in vse je zdaj pa se je razplastilo, ne, tako kot se Tudi zaradi, bom rekel, kapitala, ki smo ga mi prinesli v to mikrokolje. Izključno mi, Lep študijski primer, otok sredi jezera Titicaca, odličen primer. Tako, izključno mi, ne. Ja, prav, celica. Za raziskovanje, ne, sej. Zelo zanimivo, ne, upam, da boš lahko še dolga leta to celico, ampak a se ti zdi, recimo, če imamo zdaj to celico, sredi to otoka Titicaca, ki se je nekako začela tudi razslojevati zaradi naše prisotnosti tam, ne? Ja. Oziroma ne tudi, zgolj zaradi naše. Jaz bi rekel zgolj. Ja, če sva iskrena. Če nas ne bi bilo nikoli, tam bi oni še vedno tiste svoje ovce pasali, kino pridelovali in to bi bilo to. Se ti zdi, da je ta proces reverzibilen? Ne verjamem, no, da kaj s tem, težko. Ali lahko, kontra vprašanje, lahko turizem ustaviš? Ne, turizma se mi zdi, da ne moreš ustaviti, ne. Da bi ga ustavili kot panogo z nekimi ukrepi. Korona ga je ustavila, ne? Korona ga je ustavila, ja, lahko ga ustavijo neke nenadzorovane ali pa neplanirane zunanje okoliščine, ampak sama ekonomija ga ne bo ustavila, zato ker je to dober posel, ne. In kaj smo dobili, ne? Po koroni potuje bistveno več ljudi kot prej, to se imenuje zdaj revenge travel. Vsi, ki nismo mogli, vsi, ki 2-3 leta nismo mogli potovati, ali koliko je to trajalo. Potujemo z dodatnim zaletom. Ja. In v tem vidiku jaz moram reči, da korona je bil super. Okay, Postavila je nekatere stvari, svet se je malo umiril. Zdaj rekla turizma oziroma potovanja oziroma slabih vplivov turizma, ne, pač ne bomo ustavili. Ne, lahko pa mogoče to vse malo moderiramo z neko zavestjo ali pa z nekim zavestnim pristopom. Pa bi te mogoče v nadaljevanju vprašal, na kak način pa potovati, da bi takšen vpliv, da bi takšen vpliv čim bolj zmanjšal. A je to sploh mogoče potovati s to zavestjo, ali bi bil s to zavestjo bolj ostati doma? Manj in bolj kvalitetno. Kaj pa to pomeni? Bolj kvalitetno, manj razumem, to znam, bolj za moje pojme, če gledam teh 20 let, kar sem jaz v tem foku, koliko so se stvari spremenile, jaz upam reči, da v turizem je prišlo potrošništvo. Ljudje potujejo, včasih s kakšnega potnika vprašam, kje ste bili pa tam, kje smo že. Ljudje včasih niti ne vedo več, kje so bili, ne vzamejo si časa, da bi se pripravili na potovanje, da bi odpotovali, da bi ga podoživeli. Včasih vidim, da je na potovanje, zato so šli njihovi prijatelji, pa jim je bilo fajn. Tako da jaz nisem potrošništvo tako kot vsem, manj, pa bolj kvalitetno in bi bilo verjetno boljše. In za okolja, kamor prihajamo, in z ljudi same, ki potujejo. Kaj pa pomeni bolj kvalitetno? Predvsem to, da si vzameš čas, ne, da greš malo bolj sproščeno vse skupaj. Ne samo štempljati, 4 muzeji, 3 cerkve, gremo, to smo videli, kljubica, mogoče videti malo manj, pa si tam malo bolj umiriti, ustaviti in seveda čim manj obremenjujoče za okolje, za ljudi in vse skupaj. Ja. Kako pa recimo izbirati te lokalne produkte tam, recimo kako potovati s to zavestjo, da bi čim manj obremenjeval okolje,
pa tam živeče skupnosti, a tukaj obstaja kakšen nabor priporočil, ne? Kaj zdaj zbirati lokalne vodnike, pogledati operujo, tam so belci, tam so mestici, k temu bom šel, kaj da pravi indigent. Čeprav si ravno na tem primeru Celice Otoške spet povedal, da se to razslojevanje lahko začne tudi avtomatični indigeni Celici. Tukaj lahko edin sam se malo prijemo nasprotje. Načelno seveda podpiram lokalne vodnike, ampak če se vrnemo k Peruju, ker se zdaj največkrat vračamo, velikrat, pa ne vedno, da ne bom krivičen, imaš tako slabe lokalne vodnike, da ti, ki si bil tam že, ne vem, tolikrat veš več, peleš neko zgodbo od začetka do konca, ki jo hočeš potnikom povedati od prvega do zadnjega dne, ne. In potem nekdo pride vmes in velikrat jih nismo veseli, ne, čeprav bi jih morali biti, ne, tukaj se upravičujem vsem perujskim lokalnim vodnikom, ampak velikrat se trudim, da jih ne vzamem. Ja, razumem. Pa še to je, tudi svet je postal, bom rekel, vsa zakotja tega sveta praktično so postala zelo hitro dostopna. Imaš da občutek, da se je svet pomanjšal v zadnjih 20 letih? Seveda, itak. Mislim, da trend turizma je, ali pa vseh popotnikov, da iščemo neke kotičke še neodkrite, kar pomeni, da smo dejansko že čisto povsod prišli, da mernih kotičkov sveta jih je težko najdeti. Ampak tako zdi se ti, da neodkriti kotički praktično ne obstajajo več, ker zadnjič govorim z enim frendom, kje si pa ti, mislim, si dopisujeva seveda po enem od neštetih teh digitalnih kanalov, jaz sem pa kar z ekipo frendov se vozimo po Tajskem z motorji, tam po nekem gorovju in pol seveda vprašanje, pa kje ste pa to dobili, pa ta produkt je pa noben problem, dejansko človek ugotovi, da danes s pomočjo interneta in s kreditno kartico v žepu si lahko v trenutku organiziraš bom rekel, tako eksotično destinacijo, ki je bila nekoč rezervirana za resno drzne avanturiste praktično s 5 kliki. Tako gre zdaj. Vse te platforme so spremenile način potovanja. Še Gorenci je rekel Jurija, pa pol po glavi. Ja, vozovnico zlahka kupiš preko neta, Booking, Airbnb in podobno. 1, 2, 3, narediš potovanje. Agencijam gredo ponovati ljudje pogledati, ukradejo program in si zorganizirajo sami. Zakaj pa ne? Mislim, jaz v tem pristopu, da sam narediš, ne vidim nič narobe. Po drugi strani imaš pa ljudi, ne vem, velikokrat imel na poti, kakšne, ki so blazno uspešni v svojih poklicih, zapletenih poklicih, ko grejo potovati, se ne želijo s tem ukvarjati. Tukaj bo poskrbel vse za nas. Pa je, nekateri pa vsak svoje. Agencijsko potovanje ima še tudi kakšno drugo dodano vrednost, poleg zgolj tega, da ti ni treba skrbeti za neko vsakodnevni itinerarij. Kaj bi ti rekel? Prednosti agencijskega. Ja, seveda, se mi zdi, da ne gre zgolj za to. Včasih čisto logistično pokrit je bistveno lažje, kot če si organiziraš sam z nekimi, ne vem, na osi A, B, ko potuješ med 2 mesti, lahko več ogledov vmes. Ti seveda kot potnik z javnim avtobusom tega ne moreš opraviti, z agencijo to zlahka vidiš, ne. To je eno, drugo. To povezovanje z deželo prek vodnika se mi zdi ključno, ne. Ja. Ker ti si lahko, recimo sam v Peruju, pa potuješ od točke A do točke B, pa si ogledaš te ključne znamenitosti, ampak v resnici ne boš stopil v stik z deželo na tak način, kot to lahko izvedeš prek vodnika, ki bo tam 23, koliko si rekel, 25? Ja, 34krat. 34krat se opravičujem. Ja, in obratno, ne, če si sam imaš, bi rekel, da oboje drži, če si sam imaš vse malo več stika z domačini, ker moraš logistiko vso sam upravljati pa vse, če si pa ti del neke skupine, ki običajno hiti, je težje nek bolj pristen stik vzpostaviti, razen jaz včasih rečem z receptorji, natakarji, vozniki in lokalni vodniki. Sej z nekim normalnim prebivalcem skoraj nimaš stika, ne. Če si pa same, pa ne, malo več. Kako dobro mora pa vodnik poznati okolje, s katerim potem na prvi vodeni turi povezuje ostale sopotnike? Ne vem, mislim, fajn ga je dobro poznati, ne, tukaj nekaj. A se da kvantizirati to vprašanje? Temu se reče, vodniki nekateri rečemo temu, da gremo na suho.
Nekam v deželo, kjer še nisi bil, in voditi. Jaz to zelo težko. Jaz sem to pravzaprav mislim, da samo 2-krat naredil. Dejansko si šel v deželo. Šel sem v Mongolijo, ja, brez da bi bil v Mongoliji prej. Res, da sem se... Kaj to pomeni? A mi lahko opišeš ene take priprave? Sprav, greš zdaj v Mongolijo na suho. Čim več si probaš z neta iz knjig pobrati, poiščeš ljudi, ki so tam bili. To so najbolj koristne informacije in greš, ne. In pač... Pa poveš svojim Tam imaš seveda da si prvič ali blefiraš, da si že bil? Jaz sem povedal, jaz ne znam blefirati. Meni to ne gre. Mislim, laganje se ne obnese, lagati ni pravno. Slej, ko prej pride ven, nekaj se zagovoriš, tako poveš, zakaj pa ne. Se bomo skupaj potrudili. Tako da mislim, da sem samo 2-krat to naredil, ampak res narad. In kolikrat si še po tem postfestu, po tej premieri odvodil Mongolijo? Ne, nikoli več, žal ne. Koliko časa pa vodnik rab, da se na ta način spozna z okoljem, pa se poveže z njim, da lahko res z rokava streseš na tako 14-dnevno turo? Jaz ne vem, kako drugi rabijo. Jaz recimo tudi Peru, pa sem že veliko, da si vsako jutro stvari preberem za tisti dan, ker pozabiš stvari, ne. Drugo je pa to, ta kontinuiteta, koliko časa tja hodiš, ne. Jaz recimo spremljam politiko perusko, spremljam politiko mehiško, ne, volitve, vse tisto. Tako da približno skozi vem, tekočem, kaj se tam dogaja. Tako da jaz včasih čudim, kako lahko nekateri vodniki, ne vem, po nekaj 10 držav vodijo, jaz jih nisem sposoben, ne. Tako da se mi zdi, da eno je, da se pač pripraviš in boš enkrat, 2-krat odvodil, drugo je, da se pa tja vračaš. In ko se vračaš, se mi zdi, malo nadgradnje lahko narediš, ne. Govoriš tudi špansko, verjetno? Malo šibko točko si zadev. Zakaj? Naročim pivo, tudi mrzlo pivo, v restavraciji in z vozniki se zmeram, ne znam se pa v smislu življenja pogovarjati. No, moram reči, da prelen sem z jeziki. Jeziki so drill, mene pa vse drugo vedno zanima kot to, da se zmenimo, no. Jaz sem pa slišal, da zadnje čase prakticiraš tudi potovanja v najbolj zverni obliki, torej peš. Aha, vidim, da so izdali. Imam svoje informatorje. Preden sem 20 let nazaj, ko sem začel voditi, ali pa to bolj 20, ja, blizu, sem zelo veliko hodil po hribih, tudi po visokih hribih po svetu, pa tako. Potem je prišlo to vodenje in tako, veš, če greš v Peru, Mehiko, jaz sem en teden prej se pripravljaš, stvari za doma moraš urediti, 14 dni dobrih te ni, en teden si utrujen, pa časovna razlika, en mesec življenja ti gre, in da bi ti eno nedeljo zjutraj rekel, zdaj pa v 5 zjutraj vstanem, da gremo na Storžič. Zdaj, ko imam pa vesto bolj mer, sem pa začel zadnje 2 leti malo bolj hoditi spet in pašijo mi malo daljše, še zdaleč nekaj tazga kot kakšnim tem ekstremnim slovenskim popotnikom, ampak tam, ne vem, od 10 do 14 dni hoje, nahrbtnik, šotor, spalka. In zdaj nekaj blazno divjega. 2-krat sem hodil, zdaj to Roto Vicentino po portugalskem oziroma ribiška pot je del tega, West Highland Way na Škotskem, Kerry Way na Irskem. Pa še mi ne, prvič je hoja, drugič pa se mi zdi preveč teh muzejev pa cerkva po vsega je že bilo, tako da je malo bolj počasno doživljanje dežele. Res da jo vidiš samo en droben košček, ampak malo mogoče bolj na pristen način. Se lahko na drugačen način. Je to naše gibanje, ki nam je evolucijsko položeno kot neka hitrost, s katero se je človek pred industrializacijo premikal po svetu, ima nek čar, ne? Ja. V čemu je fora hoje? Kaj bi rekel, zakaj je hoja tisto, kar te z okoljem na nek način najgloblje poveže? Tako je podobno, veš, kot s tistim, ki si rekel, kaj ti pomenijo potovanja, ne. Včasih sem vedno presenečen, kako ljudje neke blazne filozofije o tem iščejo. Meni je hoja, kaj pa vem, tudi malo odklop, pa še ni, če se utrudim, pa še ni, če bolj nameren način doživim deželo, tako da neke blazne filozofije, ko poslušam ljudi, ki grejo hoditi na Kamino in pridejo domov in je vse drugače, jaz v te stvari žal ne verjamem.
drugače problemov izginejo, če jih je nekdo čez doma s tebe rešil. Drugače te bo vse pričaka, vse je enako. Niso oplazili na teh tvojih neskončnih pešpoteh. Mogoče bi tako rekel, da sem se mogoče malo nažrl tega klasičnega turizma, še vedno bi šel okrog in da mi nimam več občutka, da moram čisto vse na svetu videti, da mi je došče in droben delček vidim, pa tisti malo na drug način. Se to me zanima, ne? Ker ves čas pravzaprav, ko rečemo potovanje, ne? Na misli kar odtavajo v neko eksotično destinacijo, ne, v Azijo, ali pa v Peru, ali pa na Papu. Veš, nikdar si pa ne predstavljamo in vse to bomo videli v času življenja, vse to si bomo lahko kupili, vse to si lahko prvoščimo, ne, če ne bo šlo kot zahodni družbi tako fajn, kot nam gre, ne, kar malo dvom. Nikdar pa ne bomo šli peš tam za letijo za malo štango, ne, v celem življenju. Nikdar ne bomo zvedeli, kaj tam. In zato me zanima, kaj ti kot popotnik s kilometrino, kako razmišljaš o tej čist neki mikrolokaciji. Slovenija, Pohograjski Dolomiti, tam za hišo imaš praktično. Ne? Točno tako, kot praviš, sploh ni treba daleč iti. Ja. Pohograjci so super. Jaz, ko sem začel, ne vem, leta nazaj hoditi bolj v hribe, sem se na Pohograjce spravil, sem rekel, to, kar hočem res dobro poznati, pa to, kar imam za hrbtom in jih res poznam in je, tam pa še vedno najdeš skrite kotičke, no, kjer ne bo preveč ljudi. Pohograjci so odlični. Ne? Ja, super so. In tega predgorja je v Sloveniji neskončno. Ja. Si to kaj prehodil? Veliko sem hodil, ja, kar. Lahko izdaš kakšno ruto, primer, ne smeš, to so ne vem, če so neke skrivnosti, tisti, kar meni vedno pasal, ni treba iti nekam daleč na trekking, greš recimo od Maribora do Slovenj Gradca, pa če imaš voljo, še naprej preko Kamenških do Kamenške Bistrice, pa imaš pošten trekking, ne. Ja, spominjam se pokojnega Darija Cortezeja, ne. Dario. Zdaj so bila soseda, Dario je bil seveda, zelo veliko sva se družila določeno obdobje. Precej je kriv, da sem jaz hodil po hribih. Ja. No, ampak on mi je vedno s takim žarom v očeh pripovedoval, nekam vse se da peš priti iz Gunca. Ja, tako. In takrat ga nisem resno imel, zdaj pa vedno bolj ugotavljam, da je Dario še kako prav in sem mu pravzaprav hvaležen, da mi je to iskro predal, ki bo mogoče kdaj se rodila v kakšen bolj. Ja, Dario je zanimivo, ne? On je najprej bolj neka Himalaja, Nepal pa tam in se je vedno bolj vračal v domače kraje, dokler ni v Cerknem pod Poreznom pristal. Ja. In prisegel na Porezen. Lepa zgodba. Še to, o tvoji muziki povej, ne, si namreč zbiralec, kako bi rekel, vseh glasb sveta, ne, tudi eksotičnih. Koliko šteje tvoja zbirka? Ne vem, verjetno nekaj tisoč. No, že prej mogoče bi bolj rekel, kakšne 4-5 kvadratnih metrov. Nikoli ne štejem. Ne. Moram reči, da pa prav same glasbe sveta se je kar nekaj nabrali. Meni se zdi vedno ime vodenih in če veš sam, njihova glasba treba slišati, treba spoznati tudi kaj in tudi zelo potnikom težim s kakšno glasbo kje. Tako da tega se je kar nekaj tudi etna nabrala, ampak je pa vsaj meni to tako deluje žal, da takrat v deželi, ki si je to super, ker prideš domov, mogoče še enkrat poslušaš, pa nima več istega čara, ne, tako da bolj ostajam pri tistih svojih drugih izvajalcih. Je pa nek kupček glasb sveta, seveda, ki se kupiči in ki si jih ne morem odreči. Poskušaš pa poiskati vedno neko lokalno glasbo. Ta pristop se mi zdi zelo zanimiv, ne, glede na to, da dobre glasbe je neverjetno veliko, pa jo je težko poiskati, oziroma težko pride do tebe, imaš kakšen svet, ne, kako pa recimo, kako v Ekvadorju poiskati dobro plato. Internet. Jaz nisem pristaš teh novih platform za downloadanje muzike oziroma streamanje, karkoli, ne. Tako da razne informacije po internetu poskušaš najti in še vedno bolj prisegam, da če mi je nekaj všeč, sicer poslušam po internetu, potem pa poskusim to kupiti, ne. Včasih je že zabavno, kje po svetu iskati kakšno muziko lokalno. Kaj je bila takšna najboljša svetovna najdba, na katero si pa res ponosen, pa je sigurno nihče ne pozna?
Zelo obratno rekel, ne, zelo zanimivi so mi mongolski DHU. HU se napiše. Leta nazaj, ko sem jaz to prvi rekel, je bilo to wow, nihče ne vedel. Zdaj bo Mongolski to DHU. Šiška. Tako. Mongoli, ki igrajo artikle od DHU-ja. Ja, ki igrajo, bi rekel, neke vrste rock z vsemi tistimi grlenimi glasovi, z vsem tistim podobnim. Uspeli so, no, svetovno so poznani in v Ljubljani jih bomo imeli, mislim, da februarja, marca. Mongolski Mogoče DHU. kasneje, no. Ok, skratka si eden tistih zbiralcev glasbe, ki še vedno prisegajo na nosilce zvoka. Ne? Ja. Tukaj te moram spet vprašati, čeprav je tole popotniška obdaja, zakaj ne? Ne vem. Mogoče bom tako rekel, no. Če nekaj že kupiš in ima neko fizično obliko, daš v player noter, se usedeš, pogledaš v vitek in bolj kot ne si mogoče vzameš čas, zato da boš sploh umeril, prisluhnil vsem skupaj, kot tistemu, kar je na internetu, se veš, naslednji šaltamo, preveč površno poslušamo, tako da mogoče si pri nekem takem vseeno vzamem malo več časa, da poslušam. Drugo je pa to zbirateljstvo, ki smo moški malo nagnjeni k temu, ženski ima da predvsem manj. Ja. Kar je zanimivo. Žensko, ki zbira znamke. Ne. Moškega. Nekaj se nosilcev zvoka tiče, sem zadnji slišal eno odlično in to, glede na to, da si punker in z te generacije, oziroma kako se reče, zdaj bivši punker temu. Ja, daj. Nikoli nisem hodil za leta okrog. Me je Pero Lovšin, ko sva imela eno debato, me je upozoril na to, je rekel, nosilc zvoka, rekel, to mora vedno ostati in ne smemo pustiti, da nam ga vzamejo. Sem rekel, zakaj, Pero? Če moj fora, zdaj imaš dejansko platforme, jaz imam v žepu vse glasbe tega sveta. Je rekel, zato, ker nosilc daš lahko komorkoli, pa noben ne ve, da si mu ga dal. Aha, mogoče, no, ne vem, če to rabiš skrivati, ampak ima tudi neko drug, jaz ne vem, tudi ti glasbe, kar nekaj poznaš, ne vem, Joy Division Closer, ta uvitek moraš imeti, ne, to je umetniško delo. Ja, seveda. Velvet Underground, prva plošča, to moraš imeti, to je, tukaj gre več kot samo za samo muziko, to je izdelek. Imaš kakšen zanimiv primer plošče? Ne, nisem na to, da mora biti. Imam seveda kar nekaj plošč, z analogimi ploščami, z long placevi. Imel sem jih veliko, potem je 30 let gramofon počival, letos sem ga zvlekel ven in enostavno se mi nalup ukvarjati s tistim obračanjem plošče. Nisem toliko posekan na samo kvaliteto zvoka, kot na vsebino informacije. Sem pa zvlekel cel kup nekih plošč, ki sem jih še imel in ki mogoče meni veliko pomenijo, ali pa neke prve izdaje, koliko se v tem, Sonic Youth zvodni, Residence in podobno, ki jih verjetno ne bom poslušal nikoli več v analogni obliki, ampak to moraš imeti. To moraš imeti, se strinjam. Katera je tvoja naslednja destinacija? Francija. Hoditi grem pot Roberta Louisa Stevensona, 280 km, konec marca. To je verjetno 20 dni. 12 dni je hoje, pa še kakšen dan plus minus tisti balast. Preveč boš o tej poti? Konec 19. stoletja je Robert Louis Stevenson z oslico, ki jo je tam najel, prepotoval to pot. V tem napisal knjigo, ki velja za enega prvih potopisov. Popotovanje z oslico prek Sevenov je naslov. Seveda popolnoma drugačni doživljanje, ampak dejansko en prvih road tripov, ki so bili opisani. Je pa zanimivo še predvsem tem, tisto, kar mene zabava, Stevenson je bil mandat takrat kar precej na kokainu. Wow. Z oslico. Z oslico. In zdaj lahko greš, dejansko še vedno lahko najameš oslico, ki ti pomaga kakšno etapo. Čeprav imaš menda več dela potem z oslico, kot sam sabo, ampak... Road movie pred izumom gibljive slike in gonzo novinarstva. Tako da, ja. Kaj si želiš pa iti, pa še nisi bil? Ne vem, blazno me privlačijo severni kraji,
mogoče Aljaska, ena od takšnih. Privlačili tja, kjer je veliko živali, blazno rad fotografiram živali in tam gor so oni medvedi pa jeleni pa tisto. Kdaj greš naslednjič v Peru? Ne vem, če grem, bom videl, dejansko sem se malo poslovil od njega, enkrat je treba nehati. Zdaj moja je, ko bosta sestra in mož šla, grem takrat zraven, drugače pa počasi zadosti, še kaj drugega. Matjaž Pirš, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tebi. Spoštovani in cenjeni, hvala tudi vam za pozornost. Se vidimo oziroma slišimo, ko bo čas za to. Živjo.